Spoštovana gospa ravnateljica, gospod župan, gospoda poslanca, drugi visoki gostje, učenke in učenci, tukaj iz Kortin, iz Izole, vsi ste čudoviti zborček in vsi uživamo v vaših glasbenih predstavah, starši, stari starši, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad zahvalil, spoštovana gospa ravnateljica, da ste me danes ob tej imenitni priložnosti, ob tem imenitnem jubileju, dobro zgledate za 200 let, povabili medse. To mi veliko pomeni in ali smem izkoristiti to priložnost, da se vam zahvalim tudi z vabilom, da skupaj z vašimi otroci obiščete enkrat predsedniško palačo, ko boste na obisku v Ljubljani. Otroci zelo radi obiščejo predsedniško palačo in pokažemo veliko zanimivih stvari, tudi sladoled dobijo. Pod mojo mizo je skrit škrat, ki ga pa vidijo samo poredni otroci in enkrat je enega otroka to, da ni videl škrata, tako razjezilo, je rekel, pa zakaj sem tako priden? Spoštovane gospe in gospodje, letos pred 2 mesecema smo pospremili v osnovne šole novo generacijo prvošolčkov. Tudi tukaj v Kortah. Mislim, da 9 njih. 2/3 vseh njih, vseh prvošolčkov, ki so šli letos v osnovno šolo, 2/3 bo, ko bodo končali izobraževalni program, opravljalo poklice, ki danes še ne obstajajo. 6 otrok tukaj iz Kort, ki je letos prestopilo prag osnovno šole, bodo opravljali poklice, ki so nam danes še neznani. To pred sodobni šolski sistem, po 200 letih tradicije, postavlja nove zahteve. Vsem nam, staršem in starim staršem, ki damo vse za to, da bi naši otroci bili srečni, uspešni, da bi bili hkrati tudi plemeniti, solidarni, odprtega srca, odprtega duha. Vsem nam se odpira vprašanje, kako naj te otroke pospremimo v življenje, zato, da bi se v njem znašli. Da bi te silovite spremembe, ki spremljajo sodobni svet, ki so zelo hitre in zelo globalne, ti otroci razumeli kot upanje in ne kot strah. Zdaj, vsem je jasno, in to je prvi namen šole, da bodo toliko bolj uspešni v soočenju z spremembami prihodnosti, kolikor več bodo znali. O tem ni nobenega dvoma. Vendar, kot je čudovito rekla v svojem govoru gospa ravnateljica, je enako pomembno in morda na nek način vse bolj, da mlade ljudi pospremimo v odraslo življenje tudi z vrednotami, za voljo katerih se bodo lažje znašli v tem sicer lepem, a zahtevnem svetu. V tem smislu sem prišel sem na to slovesnost tudi zato, da se zahvalim številnim generacijam učiteljev in učiteljic, ki so v teh 200 letih, zlasti pa zdaj v tem zahtevnem, sodobnem času, dali otrokom ne le znanje, ampak njihovo dušo. Mislim, da tukaj učiteljice in učitelji ne odstopajo od običajev v siceršnjem slovenski deželi. Svoje delo opravljate, gospa ravnateljica, vi in vaše sodelavke in sodelavci, kot poslanstvo. Pridete zjutraj v šolo zato, da bi otrokom dali znanje, ampak tudi, da bi jim pomagali razumeti svet okrog njih. Ko sem bil mlajši, se mi ni zdelo, da bi bila vzgoja tako pomemben del izobraževalnega sistema. Danes se mi zdi, da morda postaja odločilna. Jaz vidim kot predsednik republike veliko uspešnih ljudi. Najbolj uspešni med njimi na različnih področjih, od športa do znanosti, umetnosti in kulture, in podelim tudi odlikovanja za najbolj velike dosežke. Niso vselej tisti, ki največ znajo, tisti, ki so potem tudi zares izjemni. Ampak ljudje, ki so razvili nek svoj moralni kredo, ki jim je pomagal, da so enako talentirani kot drugi v
enakem obsegu znanja kot drugi, naredili več. Pa ne gre samo za tiste, ki so najboljši in najbolj odlični. Ne morejo biti vsi naši otroci najboljši in najbolj sijajni. Vsi si zaslužijo njim dostojno prihodnost. Nekateri bodo tudi opravljali poklice, v katerih ne bodo uživali. Jaz dostikrat rečem, ko se pogovarjam z mladimi ljudmi, da naj sanjajo o tistih stvareh in stremijo v poklicnem izobraževanju za tistimi stvarmi, ki jih imajo radi. Ne bodo zdaj na trgu privlačni ali ne. Ampak prav učitelji, profesori mi opozarjajo vedno, da ko to rečem, moram vedeti, da bodo tudi otroci opravljali nekatere poklice, v katerih ne bodo uživali, v katere bodo pahnjeni. Tudi tiste moramo pripraviti na življenje, da bodo to gledali z enim ponosom, z eno odprtostjo duha in sicer zato, da bodo srečni ljudje. Ob 200. obletnici, gospa ravnateljica, vas zdaj lahko povabim na oder, sem zaradi vsega, kar ste v preteklih 200 letih, zlasti v sodobnem času, storili za naše otroke, zlasti tukaj v tem čudovitem okolju slovenske Istre, zato, da jih vzgajate v enem tolerantnem duhu, da jih vzgajate kot Slovence, ampak tudi kot ljudi, ki so odprti za vse druge narode in narodnosti, da jih vzgajate kot individualne ustvarjalne osebnosti, ampak hkrati odprte za družbo in družabnost in družbenost. Zaradi vsega tega sem se odločil, da vam ob 200. obletnici uročim tole pisno zahvalo predsednika republike, v kateri se zahvaljujem osnovni šoli Vojke Šmuc Izola, podružnični šoli Korte, prvi slovenski šoli v Istri, ob 200. obletnici delovanja za dragoceno vzgojno-izobraževalno poslanstvo in pomembno vlogo v osrčju lokalne skupnosti. Sprejmite moje najboljše čestitke z najboljšimi željami za vašo prihodnost.